Hvala Bogu sem nekako na zdrav način to predelala in nikoli v bistvu v karieri nisem imela zares težav, da bi se spopadala s kako anoreksijo ali pa bulimijo, ne? Ampak sem imela srečo ali pa pamet, ne vem. Marsikera pa nima, ne? No, to sem hotel vprašati, je tega veliko? Ja, ful. Mislim, sicer ne samo v našem poklicu, ne, se veš, da pač tudi manekenstvo in recimo tudi kolesarstvo pri moških, ne pa skakalci. Plezanje, na primer Janja Garnbret se je prav izpostavila in je rekla, ja, da bi se mogli o tem več pogovarjati, ker imajo tam plezalke in plezalci s tem velike težave. V bistvu tudi moški, ja, ne samo ženske. In ona zelo, zelo odkrito o tem govori, no, da bi morali v bistvu temu več nameniti pozornosti in se o tem pogovarjati, ne, to je seveda skrito. Bolje tako tudi Mislim, je tudi v baletu, čeprav recimo 20 let nazaj, manj, recimo zdaj od, ne vem, zadnjih 10 let, no, se daje temu malo večjo vrednost, ne, zaradi tega, ker se je res zgodilo, da so bile punce zelo bolne, ne, in so se uničile ne samo kariero, tudi življenje, ne. In se o tem malo več govori, ampak še vedno opažam recimo v baletnem svetu, da še vedno je zaželeno, da je balerina ful suha. Mislim, zgleda že skoraj nezdravo, ampak vsi rečejo, ti pa tako lepo zgledaš na odru. A veš, namesto da bi, ne vem, recimo umetniški vodja rekel, zdaj pa pejt, pa si najti pomoč, pa ne prideti nazaj, dokler ne boš zgledala normalno, pa boš zdrava. Ne, reče, kako anoreksične balerine še vedno dobro zgledajo na odru. A veš, in še vedno, če si suha, dobiš vloge, če nisi suha, ne dobiš vloge.